70 let baze 20. Od njive do krožnika. Spominsko obeležje Tonetu Pavčku. Lepo pozdravljeni. V Kočevskem Rogu se je med drugo svetovno vojno odvijalo pomembno in v marsičem odločilno dogajanje slovenskega narodno-osvobodilnega boja. Najpomembnejša roška postojanka je bila baza 20, kamor so se natanko pred 70 leti vselili prvi člani takratnega vrha. Partizanski upor je bil veliko domoljubno dejanje tedanjega rodu Slovenk in Slovencev in 70 let kasneje zasluži pomembno mesto v zgodovinskem spominu, ne glede na razlike, je v slavnostnem govoru izpostavil predsednik države Borut Pahor. Da za naslednje rodove pustimo to sporočilo pogumnega, domoljubnega upora, ki je tedaj za zavezniki, ne sam, za zavezniki, ampak vseeno samostojno, pregnal okupatorja iz slovenske zemlje in omogočil, kot sem rekel takrat, zavarovanje naše suverenosti. Slovenci smo se znali skozi zgodovino od pomladi narodov leta 1848 ubraniti vse do danes, ko imamo lastno državo in smo gospodari na svojem. To moramo ohraniti, je dejal Pahor. Če se leta 1943 niso ustrašili, potem tudi zdaj mi ne smemo biti treve in ne smemo obupati, ne eni nad drugim, ne mi vsi nad nami skupaj. In moramo stopiti skupaj. In prepričan sem, da imamo dovolj pameti, da naredimo načrt ukrepov in se znova zavihtimo na zeleno vejo, je še poudaril Pahor. Baza 20 sicer nikoli ni bila odkrita, je pa vojna vihra močno prizadela tudi območje topliške občine. Z velikim ponosom se spominjamo na njihove žrtve in se trudimo, da bi njihove vrednote, torej vrednote, za katere so se borili, da bi se tudi udejanile in da bi naši otroci in tudi mi z njimi živeli po njih. Baza 20 je edini na tako skrivnosten način zgrajen in do danes ohranjen sedež vodstva kakega odporniškega gibanja v Evropi. Na bazi 20 so se sprejemale vse pomembne odločitve, ki so se na to izvrševale po celotnem ozemlju takrat okupirane Slovenije. In prav ta spomin želimo ohranjati čim dlje in na čim bolj avtentičen način vsem našim naslednjim rodovom. Ohranjenih je vseh 26 objektov ter 18 v bolnišnicah Zgornji Hrastnik in Jelendol. Na povabilo župana Srečka Ocvirka se je v Sevnici na delovnem posvetu mudila direktorica direktorata za kmetijstvo Martina Bavec. Ena osrednjih tem je bila oskrba javnih institucij s kakovostno, lokalno pridelano hrano. V bolnišnicah, šolah, vrtcih, domovih za ostarele se za pripravo hrane v njihovih kuhinjah letno pretoči od 120 do 140 milijonov evrov. Interes države je, da čim več tega denarja ostane domačim proizvajalcem, zato podpira tako imenovane kratke preskrbne verige. To pomeni, da bi v bistvu skozi to lahko močno podprli tako slovenskega kmeta, kot dobavitelja, kot tudi slovensko živilsko predelovalno industrijo, če bi nekako znali narediti primerne kriterije pri teh javnih razpisih, kjer ne bi edini kriterij bila več najnižja cena. V zakonu o promociji so predvidene tudi sheme kakovosti, saj bodo kratke verige polno zaživele le, če bodo izdelki dobri, ne le domači, pravi Bavčeva. Na posvetu so sicer govorili tudi o izračunu katastrskega dohodka po novem zakonu, ki je za kmete manj ugoden. Odbor za kmetijstvo še za letos predlaga nižje lestvice. Ukolikor pa bi ti novi popravljeni izračuni bili višji od starih več kot 10%, bi se pa za tiste panoge, ki tukaj odstopajo več kot 10%, upoštevali starih izračuni katastrskega dohodka. Simončič upa, da bo za naprej sprejet realnejši model pavšalne ocene katastrskega dohodka glede na stanje v slovenskem kmetijstvu. Tradicija prostovoljnega krvodajalstva v Sloveniji, ki je naš največji humanitarni projekt, ne bo zamrla, so prepričani dolenjski in belokranjski krvodajalci, ki so se zbrali na regijskem srečanju v Prilozju v Beli krajini in tako obeležili 60-letnico organiziranega krvodajalstva v Sloveniji. Kljub gospodarski in socialni krizi, kljub krizi vrednot, število krvodajalcev v Sloveniji ne upada. Letno obišče krvodajalska akcija 110 tisoč krvodajalcev. V teh 60 letih prostovoljnega, anonimnega, neplačanega krvodajalstva v Sloveniji pa se je teh krvodajalskih akcij udeležilo čez 5 milijonov ljudi.
Tudi na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer je lani kri darovalo 7730 krvodajalcev, od tega 570 novih, beležijo vedno več krvodajalskih odvzemov. Predvsem pa nam je pomembno, da so mladi krvodajalci, karti to je steber, na katerih bo preskrba s krvjo tudi v bodoče. V Sloveniji vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri, zato moramo biti hvaležni vsem krvodajalcem za njihovo človekoljubno dejanje, so poudarili vsi govorci na slovesnosti. 16 Dolenjcev in Belokranjcev pa je kri darovalo že več kot 100-krat. Matjaž Šinkovc iz Novega mesta kar 162-krat. Za pomoč drugim, ki jo rabijo, da pomažem ljudima čim več. In dobro se počutim, ko dam kri. V naši družini so vsi krvodajalci, mati, brat in od brata sin. V resnici smo v bistvu Dolenjci in Belokranjci lahko zelo ponosni, zaradi tega, ker ohranjamo to tradicijo in se zavedamo, da v bistvu brez krvi ne more delovati naše zdravstvo. Ker nihče med nami ne ve, kdaj bo potreboval kri, dragoceno tekočino, brez katere ni življenja, je toliko bolj pomembno, da krvodajalstvo ostaja solidarnostna akcija državljanov Slovenije, je bilo slišati na slovesnosti v Prilosju. Občini Sevnica in Radeče sta združili moči v pripravi 18. srečanja objezerskih krajev. Zbralo se je več kot 500 predstavnikov turističnih društev. V strokovnem delu v Sevnici je bila tema plovnost Save, družabni del srečanja pa se je odvijal v Radečah. Akumulacijska jezera ob elektrarnah na Savi naj bi omogočala razvoj turizma, a ni dovoljena plovba z motornimi čolni. Od odprtja elektrarne Vrhovo je 20 let, uredbe o plovnem režimu pa še ni, zato je bila to osrednja tema okrogle mize. Predstavniki ministrstev tako za kmetijstvo in okolje kot za infrastrukturo in promet so izpostavili, da je priprava uredbe v zaključni fazi, kjer se usklajuje zadnji detajli varstva narave, varstva ljudi oziroma plovil. Lokalne skupnosti pa pričakujemo, da bo država stopila nam nasproti tudi z drugim, da rečem, segmentom, to pomeni razvoj turizma, da nam bo omogočila z uredbo na plovbi reke Save tudi neko atraktivnost. Letno druženje objezerskih krajev podpira tudi Turistična zveza Slovenije, ker je to način za izmenjavo dobrih praks v turistični ponudbi. In vedno na teh srečanjih damo poudarek tistim, kar je potrebno v določeni lokalni skupnosti narediti boljše. In danes, poglejte, nas je tukaj več kot 500 in vsi enakega mišljenja smo, da Sava je naša in da mi znamo z njo gospodariti, le prisluhniti nam morajo. Slovenija je z več kot 1300 različnimi jezeri po vodnatosti tretja država v Evropi. Nekje na Dolenjskem je Šentjurij, rojstni kraj velikega slovenskega pesnika, častnega občana novomeške, ljubljanske in mirnopeške občine Toneta Pavčka, ki je pred cerkvijo v domači vasi dobil spominsko obeležje. Spominsko obeležje pesniku Tonetu Pavčku predstavljajo kamniti steber, na katerem je pritrjena bronasta plošča z reliefnom portretom pesnika, ob stebru pa je v obliki potke do bližnje lipe položenih 42 betonskih tlakovcev z betonsko klopco pod lipo. Občutki so zelo lepi, zelo sem ponosna na to, vesela, da se je to zgodilo. Oče je imel Šentjurje zelo rad, vse ljudi tukaj, bil je zelo navezan, to je njegov rojstni kraj, njegove korenine. In sem zelo vesela, ker vidim, da je tako zelo veliko ljudi, predvsem mladih. On je morda najbolj optimistični pesnik, kajti tudi ko govori o smrti, o žalostnih stvareh, zmeraj še na koncu osvetli, ali religiozno z nebesi, potjo v nebesa, ali z mislijo na mlado dekle, žensko ali karkoli. Skratka, neko toplino zmeraj še da zraven. Zato, da bralec poezije ne zapušča bolj žalosten, kot je bil pred njenim branjem, meni Zlobec. Mirnopeška občina se je v obeležju občinskega praznika spomnila na oba svoja velika rojaka, tako Pavčka kot harmonikarja Lojzeta Slaka. No, sama ideja je zrela že kar preko 2 let in sicer naša ideja je bilo, da bi postavili obeležje tako Tonetu Pavčku kot tudi Lojzetu Slaku. In danes smo obeležili prvič Toneta Pavčka, predvsem tudi zaradi tega, ker je šola peljala projekt Vsak človek je zase svet. In prav otroci osnovne šole Toneta Pavčka so po mnenju njegove hčere tisti, ki so naredili slovesnost ob odprtju spominskega obeležja še posebej toplo in prisrčno. Lepega
nežnega, mimobežnega, nekaj je v zraku. Reka Kolpa ni nikoli ločevala, pač pa vedno povezovala ljudi z obeh njenih bregov, pravijo Belokranjci in njihovi hrvaški sosedje. Povezala jih je tudi na kolesarskem izletu, ki so ga 29 dni pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo pripravili člani Hrvaškega športnega društva Kupa pri Banci. Čeprav gre za tradicionalni rekreativni izlet biciklijada treh rek, so tokrat kolesarili le ob mejni reki Kolpi. Je doslej bila granica med našimi državami, zdaj pa več ne bo. Čez en mesec prihajamo k vam. Mi še skozi pravimo, da meje ni, da reka Kolpa združuje, a ne razdružuje. To smo tudi dokazali danes. Polovica kolesarskega izleta je namreč potekala po slovenski in druga polovica po hrvaški strani Kolpe. Vse povsod so jim pripravili prisrčno dobrodošlico, tudi v Grdunih v krajinskem parku Kolpa. Med 170 kolesarji pa je bilo največ Slovencev. Zdaj, ko gre v Evropo, da jim predstavimo to kolesarjenje pobliže in da kot vsako leto opažamo, tudi oni ratujejo zagriženi kolesarji. Mislim, da nismo nikoli bili prebivalci ene in druge strani razdvojeni, ampak smo bili skupaj, tako prihajajo oni na naše, goni kolo, mi na njihovo. Res pa je, da je meja na Kolpi živečim ob njej povzročila kar nekaj težav. Tudi zakoncema Bosanac, ki živita na Hrvaškem in imata podjetje ter sorodstvo v Sloveniji. Dnevno se vozimo iz Slovenije, Hrvaške in obratno in sploh na koncu ne veva več, ali sva Slovenca ali Hrvata. Z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo, ko na meji ne bo več carine, bo prehod Kolpe lažji. Lažje bo, jaz imam tudi zemljo, tu vsak dan si prenašamo orodje, kosilnice, ostalo. Kolesa, zmeraj te carinik pogledal, pa vemo, da smo domači, ampak zdaj bo to vse lažje. Sodelovanje športnih in drugih društev z obeh strani Kolpe pa se bo še poglobilo. Prvi večji skupni projekt pripravljajo že prihodnji mesec, ko bodo na Vinici izbirali Miss Kolpe kupe. Lions in Rotary klub iz Novega mesta sta vnovič združila moči. Po zelo uspešni skupni akciji zbiranja oblačil so tokrat v novomeškem nakupovalnem centru izvedli dobrodelni bazar. Na bazarju so bili po simbolični ceni na prodaj razni predmeti, skupaj približno 250. S tem kluba uresničujeta svoje poslanstvo dobrodelnosti, tokrat združena za dober namen. Na to, da v Novem mestu ni nekega boljšega sejma, nekega bazarja, kjer bi se prodajale kakšne rabljene stvari, smo se odločili, da bomo probali za eno tako akcijo. In sicer smo se danes tukaj nabrali kar veliko predmetov, člani, podporniki obeh klubov. Stvari so prispevali člani obeh klubov, potem tudi prijatelji, znanci, tako da računamo, da bi na ta način zbrali neke sredstva, ki bi jih potem neposredno dali osnovnim šolam. Aktualno družbeno-politično stanje je pač tako, da pomoč potrebuje vedno več ljudi. Glede na situacijo, kakršna je, vemo, da veliko družin si ne mora privoščiti, da bi si šli otroci na v bistvu šolo v naravi in smo se odločili, da teh sredstev čim več zberemo. Tako da nam zaenkrat kar uspeva, akcija poteka zelo dobro. Glede na zgodnji uspeh akcije v obeh klubih verjamejo, da lahko akcija postane tradicionalna. Na igriščih športnega centra Otočec sta zopet združila moči šport in humanitarnost v obliki tradicionalnega že 10. dobrodelnega teniškega turnirja Krka 2013. Turnirja se je udeležilo 65 tekmovalcev ter 30 obiskovalcev, ki so donirali za skupen cilj. Osnovna ideja je ta, da pritegnemo v to tekmovanje prijatelje tenisa, ki izhajajo iz gospodarstva, iz vinogradniškega področja, seveda pa tudi iz drugih dejavnosti. Cilj je med drugim tudi to, da se ljudje spoznajo med sabo in mogoče naredijo kaj dobrega za dolenjsko gospodarstvo. Najprej smo imeli namen predvsem igranje tenisa, druženje. Zdaj je že 5. leto turnir izkoriščamo za dobrodelno noto in sicer zbiramo denar, donacije za igrala za vrtec ali pa za kakšne druge akcije. Bistvo turnirja je druženje. Domači teniški klub je predstavil tudi svojo teniško šolo, katere uspeh dokazujejo mlade tenisačice. 2 sta v svojih kategorijah postali državni prvakinji, medtem ko je 3. prišla do polfinala. Mi pa smo prišli do finala današnjih novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje spet jutri.